Ja, mislim, da bi seveda udeleženci morali to povedati, kako je bilo, ampak jaz kot organizator s svojim timom mislim, da je bilo zelo uspešno, za nas je bilo zelo zanimivo, ker je prišlo precej ljudi, ki prej še niso za šolo vedeli sveta, recimo ambasadorka, pa minister iz Bangladeša, pa ambasadorka iz Ruande in vrsto drugih zelo uglednih ljudi, pa sam OECD generalni sekretar. Po drugi strani, to se pravi, smo pa tudi veliko slišali, zanimivih stvari o trajnostnem razvoju, za katerega so rekli, da ne bi postala platforma pravzaprav za nadaljni razvoj, namesto raznih političnih prerekanj in tako naprej, ali pa stalnih nekih rekonciliacij, bi mogoče bilo boljše, če bi se na neki platformi, ki je zelo pomembna, ki ni ideološko pobarvana, ampak je zelo pomembna za nadaljni razvoj človeštva, ne samo Slovenije ali pa nekega sloja ljudi, bi recimo to bila ena tak dober nasvet, recimo se mi je zdel to. Drugič je pa bilo povedano oziroma razložena vrsta stvari, kaj pomeni trajnostni razvoj, kaj pomeni, mislim, odkot recimo problemi okoli revščine v svetu, potem problemi z razumevanjem globalizacije in tako naprej. Mislim, vrsta stvari, ki so neke klišejski, ali pa recimo, ali je kriza, kaj je kriza, ali gre samo za finančno krizo in je v bistvu bilo bolj rečeno, da gre bolj za krizo zaupanja, krizo voditeljstva in tako naprej in da je pravzaprav finančni aspekt eden samo od izrazov te krize. Tako da sem se tudi jaz osebno, moram reči, kar veliko naučila od profesorja Alemana, od OECD generalnega sekretarja in od ljudi, ki so govorili o svojih primerih in svojih videnjih, kot naprimer predstavnik BMW-ja in slovenske firme Automotive gospoda Graha in tako naprej, kjer smo lahko videli konkretne primere, kaj gospodarstvo kako razumeva to in kaj prispeva k tem boljši prihodnosti, da tako rečem. Ali je bil izbor panelistov naporen oziroma kakšni so bili kriteriji in kakšna je bila nekakšna rdeča nit današnjega dopoldanskega uvoda? Veste, mislim, da je to bil pravzaprav uspeh tega dogodka in živahnost tega dogodka, rezultat sodelovanja z slovensko vlado in z gospo Možgan, ki je generalna sekretarka tega dogodka, tako da smo povezali moči, mislim, svoje sile in je ona pripeljala svoje ljudi, mi svoje in so nekako zelo dobro se ujeli. Recimo, mi smo prispevali profesora Alemana, ki pri nas predava, ona je pripeljala gospoda Gorijo, generalnega sekretarja OECD-ja, te gospode smo tudi skupaj izbrali. Skratka, mislim, da je bila to posreča, da je bilo to dobro sodelovanje in upam, da bomo s tem nadaljevali.